Dr. Darja Senčur-Peček je redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, nosilka predmetov delovno pravo in socialna varnost, predstojnica katedre za delovno pravo in predstojnica Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost na tej fakulteti. Pred zaposlitvijo na Pravni fakulteti je več kot 15 let službovala v gospodarstvu. Kot profesorica predava na konferencah doma in v tujini, objavlja svoje prispevke v priznanih pravnih revijah in monografijah in sodeluje v raziskovalnih projektih. Je tudi članica uredniških odborov revij Pravnik, Podjetje in Delo, Delavci in delodajalci in odgovorna urednica revije Anali Pazu HD. Prav tako je predsednica Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije in predsednica Pazu. Pomursko akademkinjo dr. Darjo Senčur-Peček, kolega, prijatelja že z gimnazijskih let, in spomnim se, kaj je že te kazala, da posegala po vrhovih, in dejansko je doktorica pravnih znanosti, redna profesorica in ena tistih, ker raziskuje stvari na način, ki jih pride resen do dna, in kar nas v Pomurski akademiji najbolj veseli, ki ima aktualne teme, takšne, s katerimi na vsaki od naših konferenc lahko nekaj nas navči in nam da seveda tudi stvari za premišljavati. Njeno raziskovalno področje je delovno pravo in tako nas je v preteklosti že navčila, zakaj nicamo dopust, tako nas je tudi navčila, zakaj je dobro, ko je zakon takšen, ko sta zadovoljni oba dve strani, tak delodajalec, kak delojemalec. No, letos pa nas je opozorila na eno stvar, na katero dolgo nazaj še sploh nismo niti premišljavali, niti je ne bila možna. In sicer opozorila nas je na delovni čas. Kakšen je delovni čas delavca, zaposlenega, lahko tudi strokovnjaka, in ekstra stvar, kaj to pomeni, da se v matičnem podjetju nekša stvar zgodi izven delovnega časa. Ali dotični mora biti, je dobro, ali sploh njega potrebe, ko bi bil dosegljiv tudi po mobitelu. In kako se zdaj to šti v delovni čas nekoga, ker je lahko v eni minuti ostalim, ko so te v službi, reši veliki problem, ali pa pač se v kuper stoji. No in, kako sem pravil, o tom dolgo nazaj sploh nismo premišljavati, nucali, ker mobitelov ne je bilo, po telefonu si bil meni dosegljivi, ko je bil stacionarni, gvišno je pa to za voljo tega gledalko bolje zanimiva, pa tudi važna tema. Fajn je, če se najde tista pot, ki je dobra za eno in drugo stran, ki ne obremenjuje nekoga do te mere, ko drugi dan ne bi mogel sproščeni pa z punim elanom priti v službo na svoj redni delovnik, po drugi strani pa seveda ena vmesna pot gvišno kaže tudi na rešitev, če lahko pomoreš in ti to ne vzame dosta časa pa energije, ka seveda za dobrobit svoje matične inštitucije to tudi napraviš. No, dnešno predavanje Pomurske akademkinje dr. Darje Senčur-Peček pa da nam tudi predstavilo, kako se to da regulirati z pravne strani in stališča. Delovni čas sodi med najpomembnejše institute delovnega prava, zato je že od njegovih začetkov predmet urejanja v mednarodnih dokumentih, nacionalni zakonodaji in kolektivnih pogodbah. Ker je delodajalec tisti, ki določa organizacijo dela, je omejevanje delovnega časa in s tem varstvo delavcev pred pretiranim izčrpavanjem nujno. V predavanju bo obravnavan pravni okvir organizacije delovnega časa, tako z vidika njegove dolžine kot razporeditve. Izpostavljena bodo tudi s tem povezana aktualna vprašanja. Poseben poudarek bo dan novejšim trendom, po eni strani pretirano dolgemu delovnemu času in prekomernim naduram, po drugi strani pogodbam o zaposlitvi za minimalen delovni čas, ki se stalno spreminja. Novo dimenzijo v zvezi z urejanjem delovnega časa prinaša digitalizacija. Mnoga dela se preko mobilnih in tabličnih računalnikov ter mobilnih telefonov lahko opravljajo kjerkoli in kadarkoli.
V tej zvezi so se začela ponovno zastavljati temeljna vprašanja, predvsem vprašanje, kaj sodi v delovni čas in kako delavcu zagotoviti prosti čas. Raziskave namreč kažejo, da stalna dosegljivost delavcev zelo negativno vpliva na njihovo zdravje, zato se vedno več pozornosti posveča tako imenovani pravici delavcev do odklopa. Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden, nadurno delo pa lahko traja največ 8 ur na teden, 20 ur na mesec in 170 ur na leto. Delavec ima pravico do 12 nepretrganih ur dnevnega in 24 ur tedenskega počitka. Z uporabo mobilnih naprav je mogoče vrsto del opravljati praktično kjerkoli in kadarkoli. To za delavce poleg prednosti prinaša tudi nevarnosti. Meje med delovnim časom in prostim časom se brišejo. Nepredvidljive delovne obveznosti motijo družinsko življenje. Pogosto delavci delajo več, kot bi delali le v okviru delovnega časa. Občutek stalne dosegljivosti pa lahko negativno vpliva na njihovo zdravje. V več evropskih državah so večji delodajalci že sprejeli različne ukrepe, s katerimi se ščiti pravica delavca do odklopa. Možni ukrepi so časovna omejitev dosegljivosti delavcev, omejevanja dostopa do službenih komunikacijskih poti izven delovnega časa in podobno. Delovni čas je eno najpomembnejših vprašanj delovnega prava. Zakaj? Zato, ker delavec seveda opravlja delo za drugega, za delodajalca, vključi se v ta delovni proces, v njem seveda podrejeno opravlja delo, mora preživeti in opravlja to delo za neko plačilo, toliko časa, kolikor je pač določeno. In to, koliko časa mora delati za svoje plačilo. Seveda, če bi to prepustili, da se pogodbeno zmenita delavec in delodajalec, potem bi delal 24 ur. Pa tudi, če bi to delodajalec sam določil, bi bilo tako. In zaradi tega je eno od prvih vprašanj, ki so jih reševale tudi mednarodne organizacije, tudi Mednarodna organizacija dela kot najpomembnejša. Prva konvencija Mednarodne organizacije dela je leta 1919, je bila na temo delovnega časa. Mimogrede, Mednarodna organizacija dela je bila ustanovljena po prvi svetovni vojni iz izhodišča, da trajni mir nikoli ne bo mogoč, če ne bo socialne pravičnosti. Vi pa veste, da je kmalu zatem bila druga svetovna vojna in da še danes socialne pravičnosti ni in da to je vir tudi vojne. Ampak, če se vrnemo nazaj k delovnemu času, torej seveda pri delovnem času delovno pravo določa nek okvir, ki izhaja iz mednarodnih dokumentov in potem seveda tudi nacionalne zakonodaje. Predvsem, koliko je lahko najdaljši delovni čas, torej kaj je polni delovni čas, koliko mora biti počitkov, kako se, bom rekla, tudi določa nočno delo, kako je z dopustom. Skratka, en tak okvir, ki naj zagotovi predvsem varno in zdravo delo delavcev. Izhodiščno je šlo iz tega vidika, da ne bodo predolgo delali, da se ne bodo prehitro izčrpali. Kasneje, ko stopijo na trg dela tudi ženske, postanejo pravila o delovnem času pomembna tudi z vidika usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Torej, kako bo razporejen ta delovni čas. In vedno govorimo seveda o teh pravičnih, nekih dostojnih pogojih dela in o možnosti usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Seveda, znotraj teh okvirjev, ki jih pravo določa, ne samo zakoni, tudi kolektivne pogodbe, pa določa delovni čas delodajalec. Tu delavski predstavniki seveda imajo neko vlogo nadzornika malo, imajo tudi vlogo, torej, da so obveščeni o tem, da lahko vplivajo na nek način, ampak seveda to je organizacija dela v glavnem in to določa delodajalec. Glede na to, da seveda v zadnjem času smo priča rasti storitvenega sektorja. Vi veste, 3/4, že zaposlenih v svetovnem merilu so storitve, torej delajo v storitvenem sektorju, kjer se delovni čas mora drugače razporejati, tudi zato, ker se je treba prilagajati potrebam, ni tako enostavno organizirati kot pri proizvodnji. To se odraža seveda tudi na proizvodnji, glede na globalizacijo, glede na vedno večjo konkurenco in opaža se, da seveda delodajalci, ki ne samo da zaposlujejo delavce, ampak vedno bolj vključujejo v svoj proces tudi osebe, ki opravljajo delo na nekih drugih podlagah, da se ta delovni čas želi vedno bolj prožno organizirati.
Tu morda še to, mi govorimo o vseh teh pravilih o delovnem času, koliko je maksimalni delovni čas, koliko so počitki in tako naprej. Ampak to velja za delavce. Mi pa vsi vemo, da se vedno bolj izpodrivajo pogodbe o zaposlitvi z nekimi drugimi oblikami dela. SP-ji, ki delajo kot delavci, študentsko delo in tako naprej. In predvsem pri teh SP-jih, podjemnih pogodbah in teh drugih oblikah dela tega nadzora, te omejitve, ki jo delovno pravo postavlja, ni. Vedno bolj se tudi ugotavlja, da so se nekatere oblike dela tudi razvile ravno zaradi te želje po čim bolj prožni organizaciji delovnega časa. V drugih sistemih so znani te tako imenovane zero-hour contracts oziroma on-call contracts, ko so osebe pač pripravljenosti oziroma pač delo dobijo, ko je. In takrat morajo prevzeti delo in ga opraviti, delodajalec pa nikoli ni zavezan, koliko točno jim bo tega dela dal. Vidi se, da gre tu za kratkotrajne, mali obsegi dela, ampak nikoli ne veš, kdaj boš delal. In predvsem v slabo plačanih delih, kjer tudi ljudje niso včlanjeni v sindikate, niso osveščeni, ne poznajo svojih pravic. In kar se še ugotavlja, zelo se veča delež pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Tudi v Sloveniji, kjer smo mi, bom rekla, tradicionalno pod evropskim povprečjem. Tudi zato, ker se lažje prilagaja potem delovni čas in ti imaš ljudi, ki delajo s krajšim delovnim časom, njihove pravice so na to vezane, pol jim pa po potrebi tudi razporejaš delovni čas daljši od tega. To so naše trgovine, recimo. Imamo v Sloveniji tega ogromno. Pa da ne bi mislili, ker mi nimamo te ureditve on-call pogodb, ne vem, teh zero-hour contracts, da tega fenomena v Sloveniji ni. Jaz imam tu ene stare podatke iz leta 2004 za Evropsko unijo in tam je bila Slovenija med najvišje, bom rekla, največji delež skoraj, takoj za Nizozemsko. In torej tudi, če mi te oblike nimamo urejene, to se pri nas kaže, pravim, preko študentskega dela, podjemnih pogodb, SP-jev, ki delajo na tak način. To je torej eden od teh izzivov delovnega časa. Drugi izziv tudi v Sloveniji je dolgotrajno delo. Delo preko polnega delovnega časa. Mi vemo, da nadurno delo je dovoljeno, nekih omejenih, bom rekla, obsegu, da je tudi potrebno, kadar je pač nujno nekaj treba na ta način organizirati, ampak govorimo o enem drugi zadevi, o fenomenu nekega, bom rekla, stalnega odrejanja nadur, o prekomernem nadurnem delu. In tu se postavlja vprašanje, ali je to res neka potreba, ker pač se nekaj zgodi, na hitro je treba odreagirati, dodatno delati. Ali je tu vprašanje organizacije dela, ali pa je vprašanje prekomernega obsega dela. Ker nadure, ki so prekomerne, so samo simptom. Pravi problem pa je v obsegu dela. Kajti ugotavlja se, to tudi Ministrstvo za delo ugotavlja v enem dokumentu za dostojno delo, da seveda se pojavlja, da delodajalci odpustijo delavce, tisti, ki so ostali, pa seveda morajo pač tisti obseg dela, ki je bil prej, opraviti. In tu so zelo zanimiva razmišljanja tudi v drugih, bom rekla, pravnih sistemih, teoretiki nemškega prava, recimo en zelo zanimiva stališča in tudi že dobre prakse o tem, da bi bilo treba morda na podjetniški ravni iti ne samo v omejevanje delovnega časa, ampak v neke standarde, koliko mora delavec delati. Recimo v Berlinski bolnici so že do tega prišli s podjetniškim dogovorom, da mora, ne vem, sestra v neki intenzivi za 2 pacienta, 1 sestra, recimo. Ali, ko se ugotavlja, da je prekomeren obseg nekega dela, delovnega časa nadur, da pač, če se odpusti delavca, je treba novega zaposliti, ne morejo to razdeliti na ostale. In da se kaže to tudi pri nas, je vidno iz ene sodbe Vrhovnega sodišča slovenskega, kjer je delodajalec želel odpustiti enega delavca iz poslovnih razlogov, torej, ker ga ne potrebuje toliko dela, hkrati pa se je v postopku, delavec je tožil potem, ugotovilo, da je ta delodajalec konstantno odrejal nadurno delo na teh istih delih. In sodišče je reklo, tu ni razloga za odpoved, tu delo obstaja. In to mislim, da je ta, bom rekla, torej pokazatelj tega, da je problem tu drugje. Morda še nekaj o drugih izzivih. Poleg seveda dolžine, tudi sama kvaliteta delovnega časa, to so podatki iz ene raziskave Evropske fundacije, ki se ukvarja z delovnimi pogoji, s sedežem v Dublinu. Vidi se recimo, koliko ljudi dela v atipičnih oblikah delovnega časa, pokazatelji, ki kažejo na to trajno, bom rekla, enakomernost ali pa konstantnost dela. So pa predvsem pokazatelji, ali delaš enako število ur na dan, enako število ur v tednu, enako število dni v tednu in ali imaš delovni čas fiksno določen. Zdaj, če seveda sodiš v to kategorijo vseh teh 4 kriterijev, je tvoj delovni čas precej stabilen.
Ni pa pomembno seveda samo, ali imaš stabilen delovni čas ali ne, ampak tudi, kdo odloča o tem delovnem času. Mi vsi vemo, tisti, ki smo raziskovalci na fakultetah, mi imamo zelo raznolik delovni čas, ampak precej sami vplivamo, kdaj bomo delali. In tu je ena zanimiva, bom rekla, tudi ugotovitev. V skandinavskih državah je velik delež te, bom rekla, neenakomernega delovnega časa. Ampak hkrati tudi zelo visok delež tistih delavcev, ki si sami razporejajo ta čas. Medtem ko pa Slovenija je zelo visoko tudi po tem neenakomernem delovnem času, hkrati pa zelo nizko po številu delavcev, ki si lahko sami vplivajo. In to po ugotovitvah tudi te agencije za varno delo evropske kaže, da je to velik vpliv potem na zdravje, negativen vpliv na zdravje, stres in tako naprej. Morda še nekaj samo o tem, kar je pa, bom rekla, novejši problem upravljanja dela doma, tudi potem, ko delavec že konča svojim delovnim časom, na kar zelo vpliva tudi uporaba mobilne, torej informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zdaj, tu smo spet po raziskavah nekako, zdaj, koliko jim lahko verjamemo seveda, jaz pač zdaj razpolagam s temi podatki, ki so. V Sloveniji smo nekje nad evropskim povprečjem, potem koliko posameznikov uporablja tablice, prenosne računalnike, telefone z dostopom do interneta tudi za službene potrebe. Smo nekje na 12. mestu, za primerjavo Avstrija je na 13., Nemčija na 21. glede te uporabe komunikacijske tehnologije. Imam pa tudi eno podatke nemške raziskave, torej oni so nižje potem glede uporabe, pa že pri njih je zelo velik delež delavcev, ki so seveda zato, ker pa imajo to mobilne naprave doma v zvezi z delom, morajo biti potem tudi dosegljivi za delodajalca. In o tem bi nekaj besed povedala. Torej, kaj je zdaj vpliv te informacijske tehnologije na delovna razmerja ali pa na, bom rekla, na delavce? Ta vpliv seveda je lahko pozitiven, lahko je tudi negativen. Pozitivno je verjetno to, da se lahko delovna organizacija dela, da je enostavnejša, da se lahko tudi delo odreja, bom rekla, nadaljavo, da kadar si lahko delavci sami razporejajo malo delovni čas, da kaj naredijo tudi doma, pa grejo prej iz službe in tako naprej. Ampak to, da smo mi potujoče pisarne, ima lahko tudi zelo negativen vpliv. In odvisno je predvsem od tega, ali mi delamo doma zato, ker lahko manj delamo v svojem službenem času, gremo prej iz službe, ali delamo poleg. In drugo, kdo vpliva na ta delovni čas? Ali mi sami določamo, ali moramo biti dosegljivi. In to se mi zdi je ta največji problem, ker tipičen primer je delavec, in to ne govorimo o raziskovalcih, samo o vodilnih delavcih, ampak tudi o strokovnjakih, ki delajo doma v službi v nekem rednem delovnem času, potem pa, in ne da bi dobro kje zapisano, morajo biti dosegljivi, se to pričakuje od njih, da so dosegljivi tudi popoldne, zvečer, za mail, telefonski pogovor, da kaj naredijo, tudi za delodajalca. In tu seveda vemo, da se to celotno obdobje ne všteva v delovni čas, samo to, kar mi naredimo dejansko. Ampak dejstvo pa je, da gre za neko stalno dosegljivost. In ta stalna dosegljivost je problem, ki ni z vidika delovnega časa rešljiv, ampak gre za problem varnosti in zdravja pri delu. Raziskave kažejo, da seveda tisti delavci, ki morajo biti stalno dosegljivi, biti na stand-byju, tudi popoldne, tudi zvečer, kjer doma, ko karkoli delajo, se odzvati, to vpliva negativno na njihovo zdravje, kaže se depresija, stres, izgorelost in tako naprej. In tu bodo delodajalci, se morajo zavedati te, bom rekla, svoje vloge, tega problema. To se kaže, bom rekla, v drugih državah preko te tako imenovane pravice do odklopa, možnosti delavcev, da se odklopijo, da niso skozi dosegljivi. Na različne načine se to ureja, tako da bodisi se jim, da se popoldne ne sinhronizirajo službeni maili, da ni mogoče poslati maila, tako da se šefom reče, mislim, da se šefom naloži, da ne smejo pretirano posegati v ta prosti čas delavcev in tako naprej. Kajti mislim, da se je tu treba zavedati tega, da ni prav, da zaradi nekih koristi samo delodajalcev bodo tu ljudje zboleli in posledično bo potem to tudi v zdravstvenem sistemu, seveda se bodo zdravili, to bo strošek vseh, da tako rečem, in dejansko se bo to prevalilo kot breme na vse, predvsem seveda na posameznika.
Raziskave iz leta 2017 kažejo, da naj bi v Sloveniji 20% delavcev uporabljalo mobilne naprave za delo od doma, kar je nad povprečjem Evropske unije. Slovenija je tako uvrščena na 12. mesto, medtem ko je Avstrija na 13. mestu, Nemčija pa na 21. mestu.